Anja Koretič, lep pozdrav, dobrodošla v Globalni vasi. Živjo. In dobrodošla spet Hvala. doma, potem ko si naredila en lep, približno 10 let trajajoči in en lep kos Evrope zavzemajoči krog prek Lizbone in Londona nazaj v Slovenijo. Tikala se bova na tvojo željo, začniva pa kar na začetku, ne? Začetku tvoje poti, ki je vodila v tujino, torej, in sicer že zelo zgodaj, v najstniških letih te je nekaj gnalo ven, kaj? Ja, nekako sem prišla v stik s portugalščino. Vedno sem rada prebirala knjige, sploh literaturo, in je prišel nek tak čas v mojih 20-ih, zgodnjih 20-ih, da sem jo zaslišala in mi v ušesu lepo zvenelo in sem hitro šla prebirati portugalsko literaturo, poezijo. Se spomnim, kako sem, na Google Translate šla, pa sem si prevedla jo, pa sem probala, da robot, da mi jo v polomljeni portugalščini prebere in tako naprej. In sem takrat začela po besedah se učiti in sem si rekla, wow, jaz si pa res želim iti na portugalsko, zanima me, želim se naučiti portugalsko. In če zdaj pomislim, se mi zdi, da mi je bilo to namenjeno, oziroma me je pot res me je gnalo na portugalsko. Jaz mislim, da res, ker če si prepoznala neko poezijo in nekakšen estetski zven v pravzaprav googlovski, translatovski portugalščini, pa govoriva, ne, pred več kot 10 leti, ko je bila ta še precej manj spevna od zdajšnje. Tako da ja, verjetno res. Kaj te je pa očaralo tako zelo pri portugalščini, praviš bolj kot portugalski, ne? Ja, najprej bila portugalščina. Vsekakor jaz sem si res želela naučiti se portugalsko dobro govoriti in predvsem, da bi lahko potem jaz se naučila portugalščine v takšni meri, da bi lahko potem tudi ustvarjala v njej, se pravi pela in pisala. In ko se jaz nekaj odločim, me nič ne more ustaviti in jaz sem takrat še v tistih letih, se pravi tudi malo trmasto, ne. Jaz sem si to zadala in rekla, nič, jaz želim iti na portugalsko. In sem na bencinski črpalki dobila delo, tudi nočne izmene, vse, kar je bilo treba, da sem po hitrem postopku v nekaj mesecih privarčevala čim več denarja. In potem, ko sem imela dovolj, ko sem si v glavi izračunala, koliko približno rabim, ne, za začetek na portugalskem, da bi lahko tam recimo 2-3 mesece, če bi bilo treba, živela, ne, preskrbljena, preden bi našla službo. Tako da sem potem, ko sem imela dovolj denarja, kupila enosmerno vozovnico in z enim kovčkom odšla. Kako zgodaj potem, ko si se odločila, da greš živeti na Portugalsko, si se začela intenzivno učiti portugalščine? Že prej ali istočasno? Mislim, da je bilo istočasno. Učila sem se predvsem preko pesmi, prevodov, literature. Jaz nisem nikoli učila neke slovnice po nekih tabelah, mi to ne odgovarja. Tako da jaz ko sem prišla v stik s Portugalci na portugalskem, sem predvsem imela besednjak bolj iz literature kot vsak dan, tako da je bilo kar malo hecen. Nekaj mesecev sem se že kar tako, sem začela brati, izgovorjave nisem točno vedela, kako se kaj izgovarja, ker sem predvsem brala, ne. Ljudi nisem poznala, da bi se takrat kaj preko Portugalcev že lahko naučila. Potem, ko sem bila enkrat na portugalskem, pa sem se pa zelo hitro naučila, ker sem vztrajala, seveda bi se vsi najraje pogovarjali v angleščini, ker bi pogovor lažje stekel kot, ne. Jaz sem se pa res trudila, da bi govorila čim več v tem jeziku in sem potem vztrajno v nekem času, mislim, da kakšnih 3 mesecih, enkrat, ko sem dobila službo, sem se hitro naučila. V jezikoslovju je znan zanimiv pojav, ki mu pravimo lažni prijatelji. To je, ko se zaradi podobnosti v tem, kako zveni, zdi, da ima neka tuja beseda v našem maternem jeziku enak pomen. Potem pa se izkaže, da ima lahko povsem drugačen pomen. Če Čeh recimo v Sloveniji govori o pihanju vetra, se lahko to Slovencem sliši kot nekaj čisto drugega in obratno, ne, če Slovenec pa zdaj ne vem, če na češkem ali slovaškem, ampak pustiva podrobnosti, govori o pihanju, ne, se pomen spet obrne. Ne vem, če veš za tega konkretnega, ampak ti praviš, da si v portugalščini pa našla ogromno dejanskih jezikovnih prijateljev, nič lažnih, čisto pravih, torej besed, ki so pravzaprav in za Portugalce v slovenščini prijatelji in za Slovence v portugalščini prijatelji, na primer. Ja, res je. Na moment je tako kar zanimivo, kako so si jeziki različni, pa hkrati je v vsakem jeziku so nekakšne podobnosti. Recimo Portugalci rečejo, recimo meza je miza, ali pa, ne vem, feijão,
kar zanimivo, no, se mi zdi, ali pa avion, pa kakšna beseda. Kako se že reče copati? Tega sem tudi opazil, ko sem bil, sicer samo enkrat na Portugalskem. A je? Ja, sapatuš so pa čevlji. Copati so pantufaš, ampak čevlji so pa sapatuš. Okay, ja. Skoraj blizu sem bil, bomo rekli. Ja, pa recimo, špelju je ogledalo, ne? In mi v Posavju radi rečemo ogledalo špego, ne? Ja. Špego, tako da, špelju. Anja, povej nam, kar veliko bi se še najdlo, ja. Ja, povej nam še kaj o življenju v Lizboni, torej iz prve roke, z tvojega gledišča in na podlagi svojih doživljanj, kako je videti to kombiniranje v tvojem primeru umetniškega ustvarjanja in preživljanja samega sebe, ne? Poezija ne slovi kot najbolj dobičkonosen posel na svetu. Ne, res ne. Ja, pač preživeti je treba. Jaz sem se res odločila, da bom čim več ustvarila in tudi sem kasneje, na začetku pa res ni bilo časa. Jaz sem kot natakarica dobila službo in sem potem zjutraj recimo šla in sem zvečer prišla domov, ne. To sem imela res cele dneve sem delala. Na začetku, tako da je kar težko, sploh ker sem se še zraven intenzivno učila portugalščine, je bilo res kar naporno. Ampak vse se da, se da. Kako je to videti? Ja, pač, zjutraj greš v službo, jaz sem potem na začetku, ko še nisem glih dobro portugalščine razumela, sem recimo, če sem zunaj na balkonu kakšnim strankam stregla, pa so mi rekla kakšno besedo, kaj nisem razumela, hitro noter kolegice vprašati, kaj je ta beseda, kaj to pomeni. In potem so mi one to razložila in sem si tako probala zapomniti, no, tako da je bilo res. Potem sem pa domov prihajala, ne vem, včasih ob 6, včasih ob 8, 9 zvečer in pač imela sem enkrat na teden prost dan in sem takrat malo oprala, ki je skuhala, pospravila in to je bilo to. Tako da sem na začetku nisem mogla veliko ustvarjati. Potem sem pa s časoma, ko sem se začela z glasbeniki povezovati in jih tako spoznavati, sem pa le prišla do nekih, recimo ljudi, s katerimi sem se začela razumeti, s katerimi smo imeli skupne interese, glasbo torej. In smo skupaj začeli ustvarjati in sem takrat tudi začela več ustvarjati. Kako radodarna ali pa ne je Portugalska s priložnostmi za ustvarjalce v umetnosti ali pa kulturi, recimo od 1 do 10? Ne vem, kako bi rekla. Meni se zdi, da sploh ustvarjalci, kreatorji bi se verjetno strinjali. Meni se zdi, da predvsem je treba priložnosti ustvarjati sam. No. Tako da čisto odvisno je od samega posameznika, koliko se povezujemo z ljudmi, koliko se znamo prodati na nek način, koliko znamo predstaviti, kaj počnemo. Tako da jaz bi rekla, da je res od vsakega posameznika odvisno. Za nekoga bo to 3 od 10, za nekoga bo to 9 od 10. Ne? Čisto odvisno, kako smo mi naravnani v glavi in koliko smo vztrajni in koliko se povezujemo z ljudmi. Dobro, bova rekla 6, lepo po sredini. Kakšni so sicer tam pogoji za življenje z nekim povprečnim dohodkom, torej najemnina, javne storitve, cene hrane in drugih takih osnovnih življenjskih potrebščin, dostopnost stvari recimo? Dostopnost, meni se zdi Portugalska zelo draga. Že takrat ni bila poceni, ampak zdaj, koliko spremljam, so šle cene noro navzgor. Tako da najemnine, recimo, jaz takrat, ko sem prvo sobico začela, je bila, 200 evrov na mesec. Tako, kar lepa soba v stanovanju. Zdaj je ista soba verjetno čez 400 evrov. No. Tako da vse draža, je kar težko. No. Z neko normalno plačo živeti, glih za glih. No. Glih za glih. In dodajva tukaj, da sta minimalna in povprečna plača nižji kot v Sloveniji. Ne? Tako da, če govoriva v nominalnih številkah, 400 evrov na mesec za najemnino, ni tako malo. Je še kaj za reči o Lizboni? Kje poet recimo tam išče navdih? Si imela kakšne skrite kotičke, kamor si se šla umakniti, ko si recimo potrebovala mir ali pa navdih, ja? Jaz predvsem iščem inspiracijo vedno v morju, mene morje pomirja in sicer je v Lizboni v bistvu zgleda kot morje, ampak je še vedno reka in potem, če se z vlakom odpeljem 20 do 30 minut ven iz Lizbone, ob morju, ob obali, se že potem morje odpre in je tam veliko plaž in tudi pešpot, ki se lahko na kilometre hodi peš ali s kolesom in tako naprej. Jaz sem tam veliko zahajala, na plaže, na kakšne skale, predvsem mi to veliko pomeni. No. Bi rekla, da je zelo lepo, da če kdo obišče Lizbono, da se usede na vlak, pa gre malo ob obali z vlakom ven, ko se res odpre morje in se vidijo plaže in tam iz vlaka izstopijo in grejo malo peš naokrog. Je zelo lepo.
Pogovarjamo se z Anjo Koretič, slovensko izseljenko, ki je po približno 10 letih zaokrožila nazaj v domovino skupaj z možem in zdaj še otrokom sta se vrnila v Slovenijo in zdaj bosta vsaj nekaj časa tu, ne? V tebi rodnih krajih, Anja, tvoj partner pa ni od tu, ne? Ne, moj partner je iz Gane, spoznala sva se pa v Londonu v času študija. Aha. Kako to, da nista ostala v Londonu in kakšne izkušnje imata z britansko prestolnico? Jaz sem bila po študiju potem, se pravi, vse skupaj 6 let, moj partner je pa že bil tam več kot 20 let. Zakaj so se odločila, da sva prišla nazaj v Slovenijo? 2 leti nazaj sva dobila prvega sina, sem rodila in takrat sva se odločila, sva malo bolj razmišljala iz stališča družine, kaj bi bilo najboljše za najinega otroka in sva se odločila priti nazaj v Slovenijo vsaj za nekaj časa, namreč najemnine so tako visoke in dejansko noriš iz enega konca do drugega. Delaš in prideš zvečer domov, najemnine so noro visoke, hrana je draga, in tako kvaliteta življenja pa tudi v Londonu, če pomislim za naprej, za mojega sina, kaj je najboljše, po prvici povedano, ne bi rada, da bi odraščal v Londonu. Za otroka si predstavljam, da je precej lažje in bolje, tudi verjetno zaradi svoje družine, ki jo imaš tukaj, morda lahko kaj pripomore pri vzgoji in tako. Kaj pa partner? Zanj pa najbrž odločitev ni bila tako preprosta, ne? Se le mora zdaj učiti še jezika najbrž in tako naprej. Se že uči, vsak dan se uči, bo kar gre, ampak jaz bi rekla, da je njemu po 20 letih dejansko bilo dosti Londona, tako da je rekel, da se dobro počuti tukaj, koga kaj vprašam, je zelo vesel, zelo se počuti lepo sprejet ga tukaj, glede na to, da je temnopolt tudi, je presenečen, ker dejansko preko njega sem res velikrat tako se naučila, da dejansko je še dosti nekega rasizma, ali pa nesprejetosti, se dogaja to in je moj partner se zelo dobro počuti tukaj v Sloveniji. Kje sta doma? Tukaj le v Cerklju ob Krki. Praviš, da je mož, da se počuti, kot da je dobro sprejet, ampak vendarle v takem manjšem okolju slovenskem, ne, biti temnopolt, a je malce atrakcija za lokalno sceno ali ne? Ampak je v zelo pozitivnem smislu in vidim, kak je srečen, ko se lahko pogovarja z ljudmi, pa ga ljudje tudi sprejmejo, se z njim pogovarjajo in tako naprej. Tako da jaz sem vesela, jaz mislim, da je rad tukaj, da služba tudi ne bo problem, tako da smo res veseli, da smo tukaj. Aha, služba pa ne bo problem najbrž, ker ne dela toliko z jezikom. Ne dela toliko z jezikom, je v teh električnih vodah, je dosti povpraševanje za to. Uči pa se in se je zavzel, zdaj bo itak tako mogel še en tečaj narediti v slovenščine in je to kar resno zagrabo in mu kar gre, vsak dan se malo že pogovarjava v slovenščini. Povleciva tole rdečo nit jezika kar do konca tega pogovora. Vse skozi, Anja, ustvarjaš, pišeš pesmi torej in glasbo v smislu instrumentalne spremljave svojih besedil v različnih jezikih, a dejstvo, da si se odločila posneti svojo prvo pesem v slovenščini, pa tudi pred kratkim posnela svoj prvi videospot nikjer drugje kot v Sloveniji, nakazuje, da se spet bolj trajno naseljuješ v ta naš fizični in kulturni prostor, v tole domačo realnost. Ja, pa zdaj nekako sem prišla do tega, da kamorkoli grem po svetu, nosim slovenščino v sebi, ne? To so le moje korenine in bi bilo škoda, da ne bi ustvarjala tudi v slovenščini. Tako da zdaj prihaja moj prvi komad v slovenščini kmalu. Bi rekla, da je slovenščina nekaj, kar še nisem čist raziskala kot umetnica. Aha. Vedno sem ustvarjala, ampak nikoli nič posnela v slovenščini, nikoli nisem nič dala drugim za poslušati v slovenščini. Včasih je treba počakati, da stvari dozorijo, ampak ko smo ravno pri tem in izkušnji iz tujine, kako pa se kaj skozi leta spreminja tvoj odnos do domovine, recimo patriotizem, je res, imaš občutek, da človek s staranjem oziroma v zrelejših letih postane malce bolj domoljuben, kot je bil prej? Jaz bi rekla vsekakor. V mojem primeru, jaz sem šla kot mlado dekle ven v tujino in sem mislila, skoraj da bi hotela pozabiti svojo korenino. Potem pa ne nalašč, ampak to, ko me je gnala neka radovednost. Vse okrog se mi je zdelo lepše, bolj zanimivo in tako naprej. Potem pa opaziš, da kamorkoli greš, si le tujec, dokler ne prideš nazaj domov. In po dolgih letih, zdaj, ko sem nazaj tukaj, se mi zdi Slovenija lepša. Slovenščina se mi zdi nekaj,
kar je res v meni, del mene, in to sem zdaj bolj začutila skozi te izkušnje v tujini. Kako daleč v prihodnosti imaš izdelane življenjske načrte? Z družino vred, seveda, ne? Je to leto, 2, 5, do penzije? Jaz bi rekla leto po letu, no, tako. Ne vemo še točno, kam nas bo pot vodila, vsekakor pa z družino skupaj, to je pa najbolj pomembno, da smo skupaj. Bomo pa že vse uredili, kaj bo treba. Ne bi pa mogla reči, kje bomo čez 1 leto, 2. Velja, redko kateri od naših gostov in gosti zna in zmore to reči. Anja Koretič je bila gostja oddaje Globalna vas, še ena povratnica v Slovenijo, ki smo je veseli z vsemi izkušnjami in znanjem, ki ga je nabrala na tujem in zdaj prinesla nazaj domov. Vse dobro želimo, lep pozdrav iz Ljubljane. Hvala.